Lej se, dragi moj brat empat, ti mehkosrčna legenda. Ti, ki že na 3 kilometre zaznaš, kdaj je nekdo slabe vole. In pol avtomatsko prevzameš odgovornost, kada si ravno kar postal generalni direktor za tuje travme. Ampak počas, dajmo si pogledati tisti del, kjer nam empatom navadno zdrsne. Prva tvoja Ahilova peta oziroma šibka točka je to, da verjameš, da so vsi dobri. Seveda so, ljudje so dobri, ampak eni so samo zelo dobri igralci. In ti, dragi empat, ti stojiš v prvi vrsti, kupaš karto za predstavo in že po 5 minutah verjameš, da je zlikovc pravzaprav sem napačno razumljen. Ne, ni. Zlikovc je zlikovc, ampak se je zlikov v to, da je žrtev ali pa frajer. To sta dve njegovi najljubši vlogi. Druga tvoja šibkost pa je neumorna želja reševati in pomagati. Mislim, a je to šibkost ali krepost? Oboje. Kadar vidiš ti razpadajočo dušo, te prata toplo. Tle bom pa jaz po svetu, tle bom pa jaz njega dvignil, tle bom jaz in tako mu bom pomagal. In dragi moji, med tem, ko ti dviguješ sebe, tebe nihče ne dviguje, tebe tolčejo. Ti si pač dostopen 24/7 in to brez naročnine. Empat premium z brezplačnimi nadurami. In naša tretja šibkost, to so pa meje. Kaj je že to? Meje? Ja, meje so tiste črte, čez katere drugi hodijo kot po turistični poti. Ti pa sam gledaš, kako horde popotnikov sprehaja svoje emocionalno prtljago čez tebe. Ker si prijazen, ti si ful prijazen, ti si preveč prijazen. Ampak lej, dajmo mi pogledati, kje je pa empat briljanten. Ampak na to pozabi. Prvič, empat, ti imaš super moč. Ti vidiš tisto, kar drugi skrivajo. Resno, ti zaznavaš čustveno mikrogibanje, ki bi ga mogel znanstvenik gledati z ne vem kakšnim inštrumentom. Mikroskop je zagotovo premal. Ampak, dragi empat, to je tvoj dar, ne prekletstvo. Dar. Druga tvoja dobra točka pa je to, da tvoja prisotnost dvigne vibracijo celega prostora. Kadar empat stopi v sobo, takrat se dinamika prostora spremeni. Ljudje se sprostijo, začutijo tvojo varnost, tvoj vpliv je tak subtilen, ampak močan. Ti si tako kot en čustveni Wi-Fi, vsi se povežejo nate, ker seveda ti nisi po nastavu gesla. In tretja tvoja kvaliteta je to, da kadar ti ljubiš, pa ti ljubiš z globino, o kateri drugi lahko sam sanjajo. In to je tisto, kar te dela zelo redkega, ne naivnega, redkega. In četrta tvoja briljantna stvar je to, da imaš moralni kompas. In tega kompasa se ne da kupiti. Imaš bistveno višji moralni kompas kot vsak narcis. Ti se lahko spotakneš, drugi te lahko izkoristijo, ampak jedro tebe je še vedno svetlo. In tega jedra ti ne more noben ukrasti. In končno, lekcija, ki je srčika tega monologa. Empat, ti nisi problem. Problem so ljudje, ki hodijo po tebi, ker jim ti pustiš hoditi po tebi. In tvoja naloga ni, da rešiš svet. Tvoja naloga je, da rešiš sebe, ker šele empat, ki ima jasne meje, je empat, ki je nevaren. Nevaren za manipulacijo, prevaro, igram in prikritim namenom. Empat z jasnimi mejami ni nikoli več žrtev. Empat z jasnimi mejami postane vodnik. In ti si vodnik. Pa vse dobro, vsem.